Smo skupina Enjoy Your Privacy in poslušate Radioaktivno. Za tisto Rimo si se boril, takrat, ko sem jaz spala. Povej mi, si pri tej že bil, tisto, ki sem jo poznala. Na uho ti šipnem par besed, zapisam po moji zvrsti, a bi zame jo lahko zavil, če tudi je ne poznam. Le meni bo še malo pel, ker sem se tako lepo smejala. Še dobro, da ti vse povem v pesmi, ki sem jo izbrala. Da bom plesala, če boš igral, bom še z boki znala zavrtiti te. Veš, da bom plesala, če boš igral, bom še z boki znala zavrtiti te. Bo še malo pel, dokler si tukaj z menoj. Tisto pesem, ki si jo ne pel, le malo pred izbruhom. Le meni bo še malo pel, dokler te čutim brez dotikov. Le sebi boš igrati smel, če ne dobim poljubo. Da bom plesala, če boš igral, bom še z boki znala zavrtiti te. Veš, da bom plesala, če boš igral, bom še z boki znala zavrtiti te. Baby je bila slišana skladba skupine Enjoy Your Privacy. Florian, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Lepo pozdravljen. Tokrat še v živo, ne samo telefonsko. Končno. Kaj ti razlog je lep, da si prišel v studio? Ja, mislim, lepo, ja. Pa album je razlog, mislim. Pa album je predvsem razlog, ja. Ja, ki je išel 3. oktobra. Ki je išel 3. oktobra, ja, tako. In Enjoy Your Privacy, uživate v svoji zasebnosti? Precej, no. Sploh zdaj z izidom albuma od zunaj, mislim, kaj je od zunaj, mislim, da bojo tudi ostali, no. Videli, kaj je ta naša zasebnost, no. Koliko ste pripravljeni deliti javno? O albumu? Svojega življenja. A svojega življenja, aha. Ja, kaj ti govorimo o zasebnosti. Ja. Gledam, da ležite samo zase. Mislim, glede na to, da je cela plata nekako sestavljena iz 10 komadov, ki govorijo nekako v naši mladosti, no? Predvsem od tega začetka srednje šole naprej. Tako da mislim, da so zelo detaljno razložijo, kaj smo vse počeli in kaj se nam je dogajalo. Tako da je kar velik zasebnosti, no. Sedaj boste morali moči malo več razkrivati, ko ste bolj javni, ko bo album zunaj, oziroma ko je album zunaj. Ja, mogoče kakšno stvar še vse ne rabi biti, da ostane skrivnostno, ampak tisto glavnino, no, se mi pa zdi, da bomo kar mogli predstaviti. No, v bistvu je predstavljeno. Verjetno, ko ste sedaj na estradi, ste bolj zanimivi za medije, predvsem za tiste tračarske. V bistvu, ja. Ampak sej več se govori, boljše je, ne. Več bojo poslušali. Posebej, če narediš kak škandal. Ja, ampak mislim, da škandalov ne bo, no. Ne vem pa, pustim se presenetiti, no, ampak kaj obseženega pa ne bo. Ja, mogoče pa se lahko kak škandal zelo hitro zgodil v malem kabinetu. Res je, ja.
čeprav komad Mali kabinet ni glih v to smer, ampak marsikaj se je zgodilo v tem Mali kabinetu. No. Ker Mali kabinet konec koncev predstavlja nek ta naš prostor, v katerem smo ustvarjali in marsikaj se je zgodilo noter, tudi kdaj smo se kaj sporekali, skregali, ampak se mi zdi, da glih to zadrži to bistveno. Mali kabinet je tudi naslov vašega prvenca. Glih iz tega razloga, ker je nastajal v tem studiu, ko smo ga poimenovali Mali kabinet. To je bil tudi en teh prvih singlov, ki je nekako že malo skrivnostno napovedal mogoče naslov albuma. Ja, čeprav si bil v zadnjem telefonskem intervjuju še skrivnosten glede naslova. Ja, res je. Sem si mislil, če bo kdo lahko na koncu rekel, se res sem razmišljal, da mogoče pa bo Mali kabinet naslov albuma. Pogovor sva pričela s skladbo Baby, ki je bil, mislim, da vaš drugi ali pa tretji singl. Mislim, da je bil tretji. O Bejbah. O Bejbah, ja, to je bil tisti začeten, ko sem prej rekel, srednja šola, pa to, ko se nekako začne vse skupaj malo bolj, mogoče malo bolj gledaš na to, bolj poudarka daš na to, no, da obstajaš okoli sebe, kakšna lušna ali pa 2, 3. Zato je množini Baby, nekako s temu začneš. No. Vse pol naprej v albumu je nekako, ker lahko bi rekel neka zgodba. No. Čeprav mogoče jaz jo vidim, ker so s temu komadi že toliko cajta, jih poslušam, ukvarjam in sem si nekako naredil to zgodbo. Mogoče kdo te zgodbe ne bo videl, da bo začel pri Bejbah, mogoče bo začel kje druge. Odvisen kako v življenju, kje je človek. No. Druga bo Sam s tabo. Sam s tabo. Ta je nekako spet od Bejb, najde se Bejba, sam s tabo, izbereš si nekoga. Ne? Tako da ja. Sam s tabo bi pa rekel, kakor je bilo na začetku, no upam, da bomo kdaj imeli šanso predvajati sam s tabo, ta komad, ki je bil še čist v neki surovi obliki. Ker to, kar je na plati, je čist nekaj drugega. Mogoče bolj bluzovsko, bolj smo šli v te vode, bolj bluzovsko, no. Kakor pa tista prva izvedba. Ampak se tako je nekako ta proces do tega prije, ker smo imeli dosti včasih s komadi na albumu težave, ker nismo mogli, ali pa nismo najeli tistega feelinga, tistega občutka, ja, to je pa zdaj to. In smo rabili včasih ga kar pustiti, da je malo stavil, da je mogoče se postaral, da smo ga mogoče malo pozabili. Kdaj tudi to ni pomagalo, tako da nam je pri tem tudi dosti pomagal naš producent Jan Baruca, ki je veliko usmeril nas, recimo, ki je slišal nekako drugač komad in je zapeljal to čisto v neko drugo smer, tako kot je recimo Sam s tabo. A slišiš ta rezek glas? A slišiš v teb neki igra? Vedno bolj zate me tišči in gledam te tvoje obline. Ena sama ljubezen v ozadju in vedi, da ne pazil ne bom. Me tako gledaš, čutim te ambient, da ti rabiš me. In sam bom najdu tvoj zaton. Jaz rabim srečo, zasidran na gon. Vidiš te plave oči, a vidiš glasen je dokaz. In sam ko slanine vedno bolj me prime. Sem delu, da je prav, veš, da pazil ne bo. Sam bom najdu tvoj zaton. Jaz rabim srečo, zasidran na gon. In sam bom božil te čez Bog. Jaz rabim srečo, jaz sem sam tvoj Gospod.
Sam s tobom, skupine Enjoy Your Privacy z albuma Mali kabinet. Florian, leta 2023 smo vas poznali s prvim singlom Samo za en dan. 2 leti sta se obrnili zelo hitro. Zelo hitro, ja. Samo za en dan je pa skoraj tako kot 2 leti lahko za nekoga. Ker je pa bistvo tega komada je, da včasih misliš, da greš mogoče na obisk k nekomu, ali pa k baby, no, v tem primeru. Misliš samo za en dan, ali pa za eno noč, ali pa za eno uro, ali pa za en dejt, pa v bistvu ostaneš več, kot pa tisti dan, ki si razmišljal. Nekako te preseneti, da lahko ostaneš dalj časa. No. Sicer pa, kam segajo vaši začetki? Naši začetki segajo že precej. Mislim, da že kar več kot 10 let. No. Kar je Enjoy Your Privacy, je recimo dobrih 10 let. No. Prej smo pa v bistvu že imeli, ali smo delali kot sami neko glasbo, ali smo bili v drugih bendih, ker Enjoy Your Privacy je nekako rezultat prejšnjega benda, iz katerih sta tudi smo, 3 člani še iz prejšnjega benda, potem se nam je pridružil še Gašper, tako majhen par let kasneje. Zdaj je pa z nami tudi Jure Kavčič kot pianist, tako da je na lep dodatek. Se mislim, da 10 let je kar že časno, da so prišli komadi ven. No. Potem ste sedaj 4 ali 5 članska zasedba? 5. Zdaj uradno nas je 5. Kalili ste se potem v drugih bendih pred Enjoy Your Privacy? Tako. Prej v bistvu smo imeli band Rising Sky, ki je imel tudi, recimo, lahko rečem, en hit. Ja, v bistvu pol so se nekako, ostali člani tega benda so se nekako, mogoče nismo videli skupne poti, ampak mi 3, no, kar nas je ostalo zdaj še, mislim, kar smo v Enjoy Your Privacy, smo nekako hoteli naprej ustvarjati pa delati. No. Ker smo mislili, da imamo nek potencial, da ko naprej delamo. Zato ste si nadeli tudi novo ime? Tudi zato, ja. Ker mogoče je včasih problem ga izgovoriti, ampak mislim, da glih zaradi tega, ker se bo skozi ponavljal ta ime, ker bo skozi mogel nekdo nekoga popraviti, če bo, ne, je pa v bistvu se ga bo boš zapomnil. Čeprav pa opažam, da v zadnjem času se kar dosti krat pojavi samo kratica. Čisto zaradi teh razlogov, ja, da je majhen lažji. Kaj vi v bendu osebno uporabljate? Daljšo ali krajšo različico? Mislim, da krajšo. Sploh mogoče zato, ker daljšo, mogoče vzame več časa, če moram res daljšo povedati, pa itak se v bistvu v bendu večinoma zgovarjamo o nas, o naprej toliko ne uporabljamo. No, če bi pa zunaj, recimo na intervjujih in podobno, pa probamo kar daljšo različico uporabljati. Ja, logično. Logično. Drugače pa ste se kot bend tudi kalili na raznih natečajih, bili uspešni? Res je, ja, naš kitarist je bil na natečaju Peta Hudih, ki jih je delala Bigfoot Mama. Ostalo pa recimo Jure, naš pianist, zelo, mislim, za moje pojme zelo vrhunski pianist. Bolj vidim v nas v bendu, vidim ta, ker smo toliko časa že skupaj, recimo tudi na vajah ali pa na samih koncertih, je ta uigranost zelo pomembna, da recimo tudi, če pride do napake, znamo iz tega ven. Ker pa mislim, da te natečaji toliko ne povejo, ampak bo recimo vaja pa ta smisel, kako igrati, kako delati muziko. Tretja bo tista, ki si jo dejansko že napovedal, Samo za en dan, prvi singl. Ja. Z njim so vas tudi spoznali. Res je. 2023, ja, nekako smo probali, mogoče malo probati, kakšen bo odziv. Ker takrat smo recimo že imeli dost komadov za plato. Sam smo rekli, da dajmo tiste najboljše zbrati, ki jih zdaj res lahko naredimo, ki jih res lahko izpilimo. Zato so tudi recimo Samo za en dan, Baby in Midva, to so bili vsi ti 3 singli, ki so prej išli, da smo majhen probali, ker so se tudi sami med sabo mogoče majhen spet različni. Tako, ko je recimo zdaj le prišlo do tega, da je Mali kabinet bil singl, pa potem Ujetnik, ki sta čist neke 2 različni, recimo različen vibe dajata. Neka bolj taka mirna, malo bolj hard, bom rekel, malo bolj močno. Isto je bilo Samo za en dan, Midva in Baby, spet neka ta. Ker se mi zdi, na plati bo vsak bo, lahko rečem, da bo najdel en komad, ki mu bo všeč, ker je toliko različnih. Ni neke, recimo, da je skupna neka nota, ampak še vsem so ritmi, vibe je drugačen na različnih komadih. Tako da bo glih na to foro ciljamo, da bo vsak lahko se poistovetil z nekim komadom.
nervozen smeh, prehitro je nabijalo. Prvi pogled na tvoj nasmeh, lahko bi ti povedal, da sem tule za en dan. Vseeno sva hodila tja, pogledat, kje si ti včeraj bila. Sonce je zahajalo, lahko bi ti povedal, da sem tule za en dan. In kar naenkrat znajdem se ujet med njenimi dlanmi, skrit pred nevarnimi snovmi. Trenutek zamudi, da lahko povem, da nisem tu le za en dan. Šepetala si mi za vrat, pridi z mano, hočem s tabo spat. Sonce je zahajalo, lahko bi ti povedal, da sem tole za en dan. In kar naenkrat znajdem se ujet med njenimi dlanmi, skrit pred nevarnimi snovmi. Trenutek zamudi, da lahko povem, da nisem tu le za en dan. Enjoy Your Privacy in Florian je z mano z albumom Mali kabinet. Se žanrsko opredeljujete? Bi rekel, da glede na to, da je toliko različnih komadov, bi rekel, da žanrsko, realno bi rekel pop rock. Če bi karkoli drugega rekel, bi mi kdo lahko močno popravil. Ampak rekel bi pa tudi, da soundovsko ali pa žanrsko lahko doskrat zapele se čist nekam, recimo rock je, ne? To definitivno je. Kjer res točne smeri, kjerga žanra, bi pa rekel, da bi mogel še majhen počakati. Ko sem kopilota umetno inteligenco vprašal po vašem žanru oziroma po vas, mi pravi, da združujete rock, alternativni pop in indie zvok. Tako. Bi rekel, da mogoče bolj pop rock, čeprav sam s tabo je spet ni toliko pop rock, bi lahko rekel bolj nek bluzovski vibe, recimo Ujetnik, v bistvu Ujetnik je nek tak klasičen pop rock, ja. Mali kabinet, bi skoraj rekel nek pop, tako, nekaj vmes. Recimo, da alternativno bi lahko rekel, no. Imate pri tem kakšne vzornike, tako na domači glasbeni sceni kot na tuji? Definitivno ima vsak izmed nas vzornika, ampak recimo nek skupen, ki nam je najbolj vsem, so mogoče Beatli, no. V bistvu, ker so Beatli, ki jih tudi recimo na samih špilih doskrat igramo, pa se nam zdi, da res odigramo jih, no, tako da res, mislim, vsi se sprostimo, no, že sam na vajah ali pa na koncertu, ko igramo njihove komade z
jaz sam začutim, da je na odru neka čist druga energija. Tako da recimo Beatli so po mojem tisti najvišji vzorniki od vseh nas. Kar pomeni, da ste glede na starost šli daleč v zgodovino. Precej daleč, ja. Precej. Se misli, da boš dejal kakšne mlajše bende z angleške scene? Aha. Z indie angleške scene? Mislim, ja, mogoče Arctic Monkeys, če gre v tujino. Na slovenski sceni pa itak je bilo vsem nam vzornik Siddharta, definitivno Bigfoot Mama. To so taki večji slovenski bendi, ampak mislim, da je to zelo tako, da je skoraj vsakmu glasbeniku je Siddharta zaznamovala tisto vsaj našo mladost. No. Vsi ste z Gorenjske? Vsi smo z Gorenjske. Imate potem v krvi tudi kaj škrtosti? Bi rekel, da mogoče pa ja. Ampak ne v glasbi, definitivno ne v glasbi. Mislim, se ravno to s tem povezati, ja. Definitivno nismo škrti v glasbi, ja. Tam pa damo čisto vse od sebe, pa še malo več. Ja, kaj ti vidim, da ste pripravili skoraj 37 minut glasbe. Res za prvenec. Res je. Mogoče bi lahko še več, no, ampak smo se odločili za teh 10, pa rajka še komad prešparamo za naslednjo plato. Prej si že omenjal nekatere člane, mogoče še enkrat, kdo je kdo v zasedbi, na katerem inštrumentu, da jih ne pozabiš. Za bobni Damjan Kavčič, potem na basu Matic Potočnik, za kitaro Gašpar Cankar, na klavirju Jure Kavčič, pa moja malenkost Florjan Meglič na vokalu in kitari. Potem si kaj sorodo s Tomijem Megličem? Ne. Čeprav se sprašujem mogoče. Če bo kdaj debata naletela na to, ga bom vprašal po njegovih prednikih, ampak dvomam. Verjetno res niso samo eni Megliči v Sloveniji. Res je. Naslednja izgubljena igralka. Izgubljena igralka, ta je pa ta bossa nova feeling, no, mi daje ta. Zdaj sam tekst mi je bil zelo zanimiv, ker je bil dosti na prvo žogo napisan, tako direkt. To, kar sem mislil, to je šlo na papir. In se ni dosti spreminjal. In glede na melodijo zadej, ta bossa nova feeling je dost se v redu povezal. Izgubljena igralka bi pa lahko rekel, da je to ena tistih, ki je mogoče ušla iz življenja in se ni nikoli več vrnila. Mogoče je to dosti žalosten, ampak sam komad ne zveni tako žalosten, no. Ima svoje neke, bi rekel, pozitivne lastnosti. Dobiva se tam pred hišo, izkoristim te za hiter čar. Pokažem mazano ti dušo, kar lahko ti dam. Za malo ljubezni pustiva vse za hišo. Naj pazi jih tvoj pes. Ne prižigaj luči, vrži kazalce na tla. Za malo ljubezni, za malo ljubezni. Povej mi, a si tudi ti lovila moje prste. Povej mi, a si tudi ti dekle iz prve vrste, kaj vse bi dal za malo ljubezni. Tvojo sobo, kam si že zgodaj šla. Zjutrom reši mojo dušo, ker ve, kaj mi daš. Za malo ljubezni pustiva vse za hišo. Naj pazi jih tvoj čas. Zdaj vem, kaj ti lahko mi daš. Povej mi, a si tudi ti lovila moje prste. Povej mi, a si tudi ti dekle iz prve vrste, kaj vse bi dal za malo ljubezni. Za malo ljubezni. Za malo ljubezni. Za malo ljubezni.
lovila moje prste. Povej mi, a si tudi ti dekle iz prve vrste, kaj v sebi dal za malo ljubezni. Za malo ljubezni, za malo ljubezni, za malo ljubezni, za malo ljubezni. Za malo ljubezni. Florian, na prvenec Mali kabinet ste dali 10 skladb. Je bil to izbor materijala, ki ga imate pripravljenega? V bistvu ja, če bi dal še kakšnega gor na plato, na sam album, bi verjetno ne bili tako zadovoljni. Čisto zaradi tega, ker kakšen komad ni dosti dozorel, da bi bil pripravljen za to, da bi šel na plato. Mislim, da teh 10, ki smo jih zbrali, zelo dobro predstavlja vsa ta leta dela, truda, razmišljanja, pisanja izkušenj na papir. Tako da, če bi dodali še kakšnega, bi po moje samo porušil ta balans, ki je zdaj na albumu. Ste potem skladbe razvrstili kot neko zgodbo od Babe pa do enega Minali? Bi rekel, da na plati, ja, recimo, da kronološko potek od Babe naprej. Tako sem prej rekel, zna nekdo povezati to zgodbo na plati sami. Ne čisto po naslovih, ampak mogoče tudi po samem feelingu, občutku, kako komadi zvenijo, pa kam v bistvu gremo. Ker zaključimo pa na neko to pozitivno noto, kar je zelo pomembno, vsaj zame. Kako pa ustvarjate vsak zase, skupaj? Zdaj, čisto po šolsko bom rekel, nek doživljaj ali pa nek dogodek, če je mene dosti presenetil ali pa da sem dosti začutil, da bi to lahko dal v neko besedilo, sprav napišem besedilo, probam zraven narediti še neko melodijo. Zdaj, če je dokaj v redu, recimo, gre to pa v bistvu do Gašperja, do kitarista, zdaj gre v bistvu še do pianista, tako nekako to je ta nek trojček krog, da naredimo neko podlago, pa ta podlaga gre pa skupaj na vaje. Saj to, da imamo pošlihtane kaj refren, kaj kitica, tiste detajle pa pol delamo naprej v studiu. Besedila so v slovenščini? V slovenščini. Slovenščina je zelo lep jezik in se jo zelo dobro lahko uporab. Sam treba biti mogoče malo pretkan, pa mogoče veliko imeti besednega zaklada, sploh pa vsej tej poplavi nekih besednih fraz, ki jih slišimo, po vseh komadih, so dosti ponavljajoča in mogoče meni, ko slišim kakšen komad na radiju, pa slišim neko čisto tipično frazo ali pa zaključek neke rime, si rečem, mogoče tle ni noben pomislil, da bi kaj drugega naredil ali pa spremenil za to komad. Tako da se trudim, da pišem v bistvu skoraj vse v slovenščino. Vse smo v bistvu na slovenskem trgu. Ne nazadnje pa slovar slovenskega knjižnega jezika obsega, mislim, da več kot 100.000 gesel. Tako da imaš nabor. Tako da ni problema, da ne bi mogel napisati. Naslednja bo aktualni singl Ujetnik. Ujetnik, zelo zanimiv komad, mogoče en redkih na plati, ki ima še ta beat, neka ta malo hitrejša, energijska bomba od komada. Ja, tle je spet povezava, mogoče kdaj smo ujeti v nek krog, lahko ljubezenski, v bistvu lahko kakršenkoli, in se včasih bojimo tistega kroga ven, ker bo mogoče kakšnega prizadela ali pa kakšno slabo vest imeli zaradi tega. In prav ta pesem govori od tega, da je treba včasih na glas povedati ne, dosti je, jaz moram iti ven. Pa nisi več ujetnik? Ne, nisem ujetnik. Bil pa sem. Zakaj si k meni stekla, porušila vse, kar sva si rekla? Če grem stran, a ne od tvojih nog, še ujeti se znam na tvojo rok. Kdaj me spustiš, malo se mi mudi, rad sem ujeta, ne s teboj. Kdaj me spustiš, malo me
že boli, ob tebi se bojim. Zakaj tok že mučil se, vse bi rada nazaj, a tako več ne gre. Zakaj, a ti ne veš, kaj dobiš, če rok uporabnosti spet zamudiš. Daj me spustiš, malo se mi moti, samo je danes s teboj. Da me spustiš, malo me že boli, ob tebi se bojim. Mali kabinet je album, ki ga danes vrtimo, skupine Enjoy Your Privacy. Florian, vidim, da ste se za naslovnico albuma spravili v škatlo. Ja, zelo je bila dobra ideja. No. Naš fotograf David Bole, z njemu zelo radi sodelujemo, ker ima zelo take out of the box, bi skoraj rekel, no, izven škatle, tako kot zdaj vidimo, ko vidim, da gledajo na te škatli, pa tudi na album naslovnica. No. V bistvu je to zelo pokaženo, da je zelo inovativen, no, da zelo razmišlja, ker včasih pri teh vizualnih zadevah si lahko sam band predstavlja, kako bo izgledal, ampak sam rezultat je pa zelo težko napovedati, kakšen res bo. No. In zato je fajn imeti take ljudi okoli sebe, no, ko tako malo razmišljajo, ker to je nekako ta škatla, no, predstavlja res ta mali kabinet. No. Ker nismo pa hoteli, da je samo neka soba, ta klasična, no. Nekaj drugačnega. Ker danes moramo biti nekaj drugačnega. Pa še zmeraj v povezavi z pesmi, ki jih pojemo, z našim koncem celotnim imidžem. Tako da ta škatla je bila sem zelo všeč. Ja. Je danes težko prilesti oziroma priti ven iz škatle? Recimo, da če ciljava, da pridemo na sceno, ja, mislim, da so začetki zelo težki. Ja. Treba je poznati prave ljudi, definitivno. Koncev pa sama glasba, marsikdo piše glasbo zelo dobro, pa nikoli, recimo, ni na neki veliki sceni ali pa ni vse splošno poznan, ampak veliko je pa od avtorja odvisno, se s tem usekira ali ne. Zdaj, mi bi radi, da čim več poslušalcev posluša naše komade, jih v bistvu vzamejo za svoje, da jim mogoče pomagajo kdaj v kakšnih težkih trenutkih ali pa tudi lepih, tako da jih imajo v spominu skozi življenje, tako kot imamo mi sami določene komade, od Siddharte, bi jih imamo v zelo dobrem spominu in nas spomnijo na določene trenutke, lepe ali pa malo manj lepe. Tako nekako je to naša želja, no, da pridemo iz te škatle. V vaši škatli tudi, če bi bila zaprta, bi bila svetloba. Res je, tudi bi mehen svetlobe vam gledal. Album je išel samo v digitalni obliki ali tudi kot fizični nosilec zvoka? Tudi kot CD. To je pa čistena klasična, bom rekel, forca, da je še neka fizična oblika, ker zelo je dober, ker lahko primeš album v roke, pa rečeš, to je album. Kakor pa telefon pokažeš, tudi le gor je album, ker tako malo je bolj, mogoče nasmehen, bolj v realno sproš, ja, zdaj je pa dejansko album zunaj, ker ga imam tudi v rokah, ne samo na digitalnih platformah. Dejansko je to vizitka.
V bistvu, ja. V bistvu res. Ampak ena malo bolj dražja vizitka. Preteklost je bila boje cenejša varianta. Ja, res, ja. Danes je v bistvu to že vintage, tako da je to že neka, v bistvu bolj luksus, bi človek rekel. Naslednja bo pesem za 2,5. Pesem za 2,5, ja, včas 2 nista dovolj, je treba še neki polovičke zraven. Malo se hecam, ampak ta komad je pa zelo, bom rekel, meni osebno je zelo spodbudi posebne občutke na to neko, bom rekel, večina komadov se piše v ljubezni, ampak ta sploh je s takim tekstom, ki je v bistvu še na koncu, ko sem jaz ta tekst recimo napisal, pa pogledal, pa prebral, pa sem ga odložil v kraj, stran, pa sem ga čez 14 dni pogledal, pa prebral, sem rekel, joj, tle noter, a je sploh razumljiv, kva hočem povedati, ampak na koncu, ko daš nekomu v roke, da si prebere, ti razumljiv, tako malo stran pogleda, pa rab nekaj časa, da razume, kaj dejansko sem hotel s tem povedati. In glih to me dal tisto občutek, ko smo pol delali melodično komad, pa ko smo ga dali pol na plato, je bil res en takih, ki mogoče je malo treba premisliti, ali pa ga večkrat poslušati, da res pride v uho. No. In glih zaradi tega mi je toliko poseben, ker rab malo več časa, mogoče za poslušalca, ne da ga dojame, ampak da ga občuti na ta način. Vsaka pesem je za 2, število 3 se ne zgodi. Počasi naj še dozori, kot vino iz tvoje kleti. Počasi ti ne nosim več mojih obresti. Vsako enkrat se zbudi, premlče zame si. Ne skrbi, če sem pesmi pisal, da bi se znašla med njo in pogledi, kako si me našla. Pesem je za 2, število 3 se ne zgodi. Počasi naj še dozori, kot vino iz tvoje kleti. Ne skrbi, če sem pesmi da bi se znašla med njo in pogledi, kako si me našla. Pridi kdaj še k meni, brez cun bova plesala. Še malo se mi laži, ona bo z nama. Vsaka pesem je za 2, število 3 se ne zgodi. Pesem za 2,5 skupine Enjoyer Privacy v oddaji Radioaktivno. Imate kaj odzivov na prvenec, na vašo glasbo, strani poslušalcev? Na Mali kabinet, že prej v bistvu, ko smo špilali letos recimo na parih koncertih, ko smo špilali
ta komar smo mali kabinet, no, je zelo dober odziv je bil, no. Čeprav rekel bi, da na skoraj vse pesmi, ki smo jih že predvajali, no, so bili določeni, mogoče ne graje, ampak mogoče neki popravki ljudi, kaj se mi zdelo narobe ali pa kaj jim ni šlo v uho, ampak na to smo recimo pol mogoče majhen popravljati tudi same komade, ampak ne zdaj v tem smislu, da bi spremenili čist komad, zato ker enemu ni všeč, ker pač ne more biti vsem vse všeč, ampak mogoče so nam pokazali na ta način s tem feedbackom, da bi mogel še enkrat kakšen komad iti pogledati, pa iti skozi, pa mogoče še kaj detaljno popraviti, ampak to smo seveda naredili, ampak na koncu je važno, da ta feeling, ta občutek komada ostane isti. To je najbolj pomembno. Zdi mi, da mali kabinet je dost pozitivnih odzivov dobil, no. Predvsem, ker je balada, pa gre mogoče malo bolj v uho, ali pa ljudje malo bolj to poslušajo v zadnje čase, kakor pa neko bolj recimo ujetnik, neko bolj močnejšo, neko bolj hard musko, čeprav ujetnik ni tako hard, kakor bi lahko kdo rekel, da je hard, no. 3. oktobra je šel album, nekaj dni nazaj, sedaj še promocijo. Zdaj pa seveda glavna promocija je koncert 9.10. v Klub baru v Kranju, v domačem Kranju, potem pa nas čaka še en videospot za komad Enga Minali, kjer ga se zelo veselimo. Potem pa mogoče v decembru se menimo za še en koncert v Kranju, potem pa priprava na novo sezono 2026, poletno. Kaj odrov je že za vami? Za nami letos so 2 koncerta. No. Letos smo se veliko bolj smo se osredotočali na pripravo albuma, na samo promocijo, na vse recimo tisk, majic, poloverjev in podobno. Vsa energija, več ali manj 90% je šla v ta koncert, no, 9.10. v Klub baru. Tako da smo tisti koncerti so bili v bistvu bolj za dušo, pa za nas, da ne pozabimo tega stika s publiko. Da nabirate malo kilometrine. Po 10 letih, da še malo kilometrine naberemo, ja. Na promocijskem koncertu bo slišati album celote, vse skladbe? Vse skladbe, vseh 10. Vseh 10 z nekaj coverji, priredbam, pa na koncertu bodo tudi gostje, ki jih bomo pa verjetno spotoma razkrivali do koncerta. Ali boste tudi presenetili s kakšno novo skladbo? Še ne izdano? Ne, mislim, da ne. Če pa bo slučajno prišlo do tega mislim, ne bo, ne. Razen če. 7 bo naslednja, 7 po vrsti, bo 7. Ja, dost ironično. Ja, 7 je pa klasičen, bom rekel, kar break-up song, no. Ta je pa res mislim, 7 je z razlogom, ker je po 7 letih se to zgodilo. Ja, nimam drugega kaj reči, kakor pa klasičen break-up song, no. To je nek komad, ki se ga zavrti takrat, ker res ne gre več kaj hudo. In to je to. Daj povej mi, ki so sanje, kraj, kjer skočiva levanje. Nisem del tega planeta, število 7 je ruleta. Pustite jo, naj odplava po svoji reki do rokava. Še njo spomini naj lovijo, v nove sanje položijo. Gori, naj gori, zdaj konec je vse, prodano je. Zaspi, le zaspi, naj nove sanje pozabijo. Daj povej mi, kje si rodila, ideje za nova navodila. Jutri reka bo bela,
otroki nisva jih imela. Pustite jo naj odplava po svoji reki do rokava. Še njo spomini naj lovijo, v nove sanje položijo. Gori naj gori, zdaj konec je vse, prodano je. Zaspile, zaspi naj nove sanje, pozabijo. Gori naj gori, zdaj konec je vse, prodano je. Zaspile, zaspi naj nove sanje, pozabijo na njo. Na njo. Na njo. Gori naj gori, zdaj konec je vse. Mali kabinet je naslov albuma skupine Enjoy Your Privacy. Z mano vdaje Radioaktivno je Florian. Kako gledaš na slovensko glasbeno sceno? Mislim, da je v zadnje čase je velika eksplozija novih komadov, tudi novih bendov, konc koncev, kar me zelo veseli, da na sceno pridejo. Vse, po moje se to dogaja v parih letih, je, ne vem, Siddharta Bigfoot Mama, pa ne zdaj, da njih dajem na kraj, brez, mislim, sploh ne, ampak da je neko obdobje, v katerem pride ta band, pa ta band malo počaka, pa ta njihova generacija mogoče malo odraste, pride nova generacija z novimi mlajšimi bendi in spet ta generacija raste gor naprej. Lahko rečem, v Sloveniji veliko lepih slovenskih komadov, zelo velikih različnih žanrov in mislim, da smo tle zelo bogati. No. Imamo pa v zadnjih letih tudi veliko bendov. Res je, ja. Mogoče ta sito, no, zdaj, mislim, ne bom jaz pameten, ampak mogoče je vsak lahko zdaj v bendu. No. Zdaj, včasih je bilo mogoče malo drugače, ampak danes vsak, vse je povsod tako, no, ponavadi, če kitaro, par akordov, gremo imeti bend. Ampak mislim, da je ful več, kot to, da znaš kitaro igrati pa pet. Ampak veliko se pokaže na odru, samo energijo, nekdo res ima za to nek občutek, nekdo ne. Se tudi na koncertih se to najbolj opasno. Je pa odvisno tudi od dneva, zdaj, če ima nekdo slab dan, pa je glih takrat release albuma, ne, pa bo mogoče malo slabš, ampak ja, ta kvaliteta, no, se mi zdi, bendov je zelo pomembna. Kot celote, no. Tako da res so konstantni, da predvsem so konstantni, kvalitetni, da se držijo tega res nivoja. No. Ker pol konc koncev včasih je treba iti z glavo skozi zid, da se pride nekam. Pač delati tako, kot misliš, da je prav, po svoje in če rata, če ne, pa ne. Pa dobro se je treba znati promovirati. Res je, promocija je pa 90%. Ne. Saj, to je v bistvu vse. Ne. Zdaj, če ne damo glasbe na radio, ne damo na YouTube, ne damo na digitalna omrežja, nas ni v bistvu. Ne. Ni tako, kot včasih. Ampak se tudi včasih je bilo treba priti na radio, drugače noben ni vedel, kdo si, kaj počneš, kaj poješ. Nekoč je bil radio primarni medij, danes pa je primarni, ja. Bolj v ozadju. Ja, v vseh bistvu. Streaming digitalnih platformah. Ja. Mogoče je pa tudi lažje nekih ta digitalne platforme lažje dostopati, ne? Mislim, čeprav radio se prižge, se posluša, ne? Pa mogoče je ta hitrost, da nekdo, hočem poslušati ta komad, 2 klika, smo tam, ne rabimo iskati CD-ja v avtu ali pa po podstrešju ali pa plate menjati, ne? Tako veliko hitreje, no, se mi zdi, da smo bolj na to zdaj šli, da je vse čim hitreje. Je videoprodukcija ob tem še nujna za promocijo glasbe? Definitivno je treba imeti, v bistvu morajo poslušalci, ljudje poznati po obrazu, definitivno.
tako, ki je dosti podoben, se mi zdi, v podjetjih, no, če je nek obraz podjetja, nek tak zabaven, prijeten človek, potem tudi podjetje dobi kar neko tako bolj pozitivno noto. Tako da vizualno, kar se tiče videospotov, definitivno mora biti videospoti. Ker včasih ljudje bolj gledamo, ko poslušamo, in če je videospot, recimo, če je glasba malo manj poslušljiva, pa videospot malo bolj, bo nekdo si pogledal samo videospot, ne bo toliko poslušal, ampak neko zadje bo vsem poslušal. Tako da je vizualno je definitivno pomemben. Biti vizualen, no? Se pravi, imeti nek obraz, nek video content, definitivno pomemben. Seveda, sporedno z družabnimi mediji oziroma mreži, ki so danes glavni vir promocije. Ja, res je. Včasih je kar težko, no? Biti konstanten, biti redno gor. Mogoče pa še celo delati neke take stvari, ker mi smo mogoče malo bolj resnejših bendov v smislu, da nam kakšne fore ali pa šale na raznih omrežjih ne delajo glih dober, da mogoče smo bolj na tej resni strani, tako da je zelo težko včasih imeti kakšno idejo, kaj bi posneli, zato da bi, ne vem, za storije, za jim podobno tako bolj hitro promocijo, no? Na socialnih omrežjih, kaj bi naredili, da bi ljudje nas pogledali pa se zapomnili. Sej pol nekako, ko se plan zgodba naredi, ko se to fura, gre to pa lažje. Pa začetje pa težko. Mogoče morajo poslušalci vzeti ključ v roke, pa odkleniti. Enjoy your privacy. Res je. Po moje najboljše, če vzamejo ključ, pa odprejo tale mali kabinet. Ja. Midva bo naslednja, tudi single. Midva je pa, ta je po moje največ, bom rekel, požel uspeha, zato ga tudi na koncertih igramo bolj proti koncu, ker ga vsi malo bolj ali ne čakajo, kdaj bo ta zdaj komad. Ta se mi zdi je zelo, spet zaključuje na neko pozitivno noto. Sam besedil, ki se posluša, je nek koncu sveta, nekem požigu, zelo, ampak na koncu poanta, da ostaneva sama, v bistvu sama z drugim, pozitivna nota in nekako zaključ. Je pa res, da tle zadej je zelo dober, se mi zdi, potegnejo te trobente, ta zaključek, ta nek res vesel občutek outro ta komada, no? Ker mogoče tle ljudi pusti jih bolj veselo noto in zato se tudi bolj zapomne, no? Kaj na nebu gori, a vidiš to isto, tudi ti. Bliža se konec sveta, a bova kaj sama, a bova kaj sama. Glej, a se ti zdi, da vedno na koncu nekdo preživi. Še sam ne vem, ali smem te objeti in ti srečo želet. Dobro me poglej, objemi me in se ne smej, nikoli ne bo, nikoli ne bova več sama. Čutiš to isto že nekaj noči. Vem, bliža se 1. avgust, a bova kaj sama. Dobro me poglej, objemi me in se ne smej, nikoli ne bo, nikoli ne bova več sama. Dobro me poglej, objemi me in se ne smej, nikoli ne bo, nikoli ne bova več sama.
Še sam ne vem, ali smem te obet in ti srečo želet. Dobro me poglej, objemi me in se nasmej, nikoli ne bo, nikoli ne bova več sama. Dobro me poglej, objemi me in se nasmej, nikoli ne bo, nikoli ne bova več sama. Midva skupine Enjoy Your Privacy s Florianom sva v oddaji Radioaktivno. Kako pa gledaš na umetno inteligenco v glasbi? Zdaj, če je to kot pripomoček za iskanje besed iz slovarja ali pa nekih besednih fraz, ko čas človek ne more vseh teksta vedeti, vseh besed vedeti na pamet, to se mi zdi zelo pozitivno, no? Ker je dosti mogoče hitreje že z tega vidika, da če imaš neko idejo, pa zdaj, da bi jaz knjigo vzel pa iskal neko besedo ali pa razmišljal, bi že v bistvu lahko melodijo tega teksta pozabil vmes, kar pa nočemo, če je dobra. Tako da ta hitrost, ta pripomoček se mi zdi v redu. Ker se pa tiče, da AI naredi celoten komad, to pa nekako ni prav do ostalih, ki se trudijo ali pa trudimo mogoče na ta način, da damo to ven, če lahko, ker včasih inspiracije ni, pa lahko po 3-4 mesece nobenega komada ne napiše, ampak to je čist, se mi zdi človeško. Zdaj z inteligenco se pa to da lahko vsak dan nov komad narediti in v bistvu zasut svet z veliko enih komadov, ki mogoče na prvi pogled niso tako realni ali pa res iz neke izkušnje. No. Sploh se mi zdi, če nisi omejen s časom, kdaj moraš kakšen komad izdati ali pa zdaj pa rabimo, zdaj smo plato izdali, zdaj rabimo čez 3 mesece novo. Ne. To je zelo težko za nekoga, ki je tekstopisca ali pa da delaš melodijo. Mogoče pol uporabiš rajš kakšnega prijatelja ali pa kakšnega sodelavca z drugje, ki ima že nek komad ali pa melodijo, pa uporabiš njegovo. Se to ni nič narobe. Če je kdo napisal dober komad, uporabiš njegove stvari. Ja, se ga podpišeš. Točen to, ni zdaj tako, da bi ga ukradil, Bog ne daj. Ampak se mi zdi, da bi bolj mogel spet nazaj na to. No. Da bi AI ostal samo kot pripomoček, da izboljša ali pa da ti pomaga pri pisanju. Ne v smislu, da ti napiše, ampak da ti pomaga. Ja, v svetu umetne inteligence več ne bo zasebnosti. Težko bo uživati v zasebnosti. Zdaj, če bi nekdo odkril, kaj vse, če bi nekdo lahko dal na zid, kaj vse ljudje upisujejo v ChatGPT, bi verjetno ga bilo strah za človeštvo. No. Ker včasih tudi sam kaj tacga napišem, čak se to vem, kaj je to zdaj, zakaj moram. Ali pa sploh te ob družinskih kosilih, ali pa že med prijatelji se kaj pogovarjamo, razmišljamo, kdaj je pa, ne vem, kdaj se je pa rodila kraljica Elizabeta in pa razmišljamo, čakaj, bom jaz pogledal. Ne. In pol vse to tako hitro. Včasih smo pa razmišljali, je bilo to, to je bilo, ona je bila še takrat, to. Tako, malo mogoče ni več, vse je na hiter, pa vse je nek kontrola, ko je na kontrola, je ta GPT rad. Kaj pa misliš, da odgovori na vprašanje, katere so vaše najpopularnejše skladbe? Definitivno odgovori Midva. Pa še katera? Pa mogoče, to je zdaj prečasno povedal. To je povedal par dni nazaj, ko sem si pripravljal intervju. Lahko bi rekel Midva, ne vem, če mali kamet, Baby bi prej rekel. Kopilot je izpostavil naslednje. Samo za en dan. Okay. Čustvena balada z introspektivnim besedilom. Okay. Potem Baby, energična skladba z indie pop pridihom. Midva, kot si omenil. Pesem o odnosih in osebni povezanosti, ter Ujetnik. Surova izpoved o notranjih bojih in strahu pred osamljenostjo. Zanimivo. Ne bi rekel samo za en dan, res ne bi. Okay. Celo mu je uspelo pobrskati malo bolj po zgodovini. Ja, zdaj upgrade. Kaj ti običajno meče ven najnovejše single. Ja. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo Mali kabinet. Mali kabinet, ja, zelo zanimivo je bilo, ker je v bistvu naslov te pesmi je razlog, da je zdaj album pač Mali kabinet. Lahko bi rekel za Mali kabinet, da se mi zdi ena taka zelo mogoče brezčasna ali pa brezčasen problem, pa lahko rečemo stanovanjski ali ljubezenski ali ne more imeti nekdo otrok dobesedno ali take stvari.
Se mi zdi, da je zelo tak brez časa, no. Z nekom zelo, tako res baladno noto, no. Sploh ta kitarski del se mi zdi zelo paše v samo melodijo vokala. Tlele smo ga včasih igrali zelo bolj konkretno, zelo bolj, bom rekel, več kitare je bilo not, ampak se mi zdi, da je prav, da včasih stopimo nazaj pa rečemo ne, če je ta pesem balada, naj balada ostane. Tako da smo jo pustili res tako malo, mogoče zelo melanholično, no. Težko sta zasejala prvi plod, v mukah sta iskala njuno pot. Njeni lasje njegov dotik, srce kroji izgled za nov vdih. Prvi koraki so našli prvi glas, rodila in povila je oči in gledala jo svet tako kot si, ki niso še okusili krvi. Ves dan igra se le s pestmi, raste radovedno za ljudi. Zdaj riše, piše in se že uči, s krilom po šoli se lovi. Sončen dan na hribu tam nekje, prijatelji nabirati hiti. Spet je jesen in jasna noč, in spet zaključen je ta krog. Ona bo rešila svet, njun svetila mali kabinet. Ona bo ljubila svet, njun toplila mali kabinet. Prvi koraki so našli prvi glas, rodila in povila je oči in gledala jo svet tako kot si, ki niso še okusili krvi. Ona bo rešila svet, njun svetila mali kabinet. Ona bo ljubila svet, njun toplila mali kabinet. Ona bo rešila svet, njun svetila mali kabinet. Ona bo ljubila svet, njun toplila mali kabinet. Mali kabinet. Mali kabinet skupine Enjoy Privacy, Florian za konec, promocija čez 2 dni. Ja, čez 2 dni. Vadite že? Vadimo skozi. Imeli smo intenzivne vaje čez vikend, tako da smo polno pripravljeni. So pa itak ostanejo še zmeraj kakšni detajli ali pa pridejo še kakšni problemi tik pred samim datumom koncerta. Tako da to sploh ni panike, to se bo le rešilo, to so malenkosti. Tako da merchandise bo, CD-ji bojo, mi bomo, vzdušje se mi zdi bo ta pravo, ljudi bo dost, mora biti polhen, valjda. Pa bejbe bodo. Pa bejbe bodo. Pa bejbe bodo sploh, ja. 5 singlov z albuma ste že izdali, prej si omenil, da boste še eno izpostavili kot single, podprli z videom. Tako je, ja, enega mi nali. Ta komad pa lahko rečem, da je skoraj da ne pivski, no. Mogoče en takih na albumu, ker smo se mogoče meham bolj sprostili, mogoče ne bili tako resni, kot sem prej govoril, malo bolj na relax, malo bolj sproščeni, malo bolj, pa nam rekel malo bolj pijansko, no, ampak sej Slovenci smo tako malo bolj že na tej strani, da ga radi kaj popijemo, tako da ta komad je idealen, no.
Ga boste izdali pred Martinovim? Verjetno ja. Tako da bo razlog, da bo dober razlog. Ja, da bo tudi pasal v naše kraje. Ja, res je. Potem pa bo verjetno že čas tudi za kaj novega materiala. Ali ga je že kaj je? Nekega že je, no. V bistvu je, bom rekel, da lahko 2-3 komadi so definitivno že, pa ne čist pripravljeni, ampak čakajo na naslednji album. No. Ampak ne bi preveč hitel naprej v neke komade, bolj da se osredotočimo zdaj na te, promoviramo te, pridobimo še čim več izkušenj, kakšno zgodbo novo slišam in pa lahko tudi lažje kakšen nov komad napišem. Pa si mogoče še premisliš, pa še kakšen single izdate z albuma. Res je. Za konec bova spustila enega mi nalij, sedaj si ga ne bova nalila. Ne. Bova pa ga poslušalcem. Naj si ga pa nalijejo poslušalci. Tako, glasbeno. Glasba. Skladba prihaja za konec tega pogovora. Florian iz skupine Enjoyer Privacy, hvala, da si se glasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Ja, hvala lepa za povabilo, pa se vidimo čim prej spet. Enga mi nali, še preden luč ugasne, dol se useti in z mano spi, za trenutke prekrasne, do vrha mi ga zli, napolni mi rokave, danes res me že oči. Da zaston, da se ga pi, počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala, vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Če sva jo ubila, če res ne bo preživela, da malo se ga napiva, da malo ga bova imela. Jaz trpljenja ne poznam in res tudi ne ljubezni. Vem, kje amor se da topit, tam zaston, da se ga pit. Počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala, vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si me poljubljala, vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si mi obljubljala, vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si me poljubljala, vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Počasi bi lahko že šla, dovolj si me poljubljala, vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Vem, da nocoj bom samo stal, s teboj sem vedno piti znal. Vem, da nocoj bom samo stal, Smo skupina Enjoyer Privacy in poslušate Radioaktivno.